Dober dan. Z današnjim dnem na N1 začenjamo tudi soočenje znotraj uradne volilne kampanje. Tema pa pravna država. Trenutna vlada se namreč že vse od začetka dveletnega mandata sooča z očitki velikega dela opozicije, stroke in civilne družbe, da ruši vladavino prava, napada drugače misleče in državo vodi v avtokracijo. V studiu sta predstavnika strank, ki jim ankete trenutno kažejo najbolje, Urška Klakočar Zupančič, Gibanje Svoboda, dober dan. Dober dan. In gospod Franc Breznik, Slovenska demokratska stranka SDS, dober dan. Lep pozdrav, dober dan. No, naj pojasnim, da na mestu Franca Breznika bi moral danes stati notranji minister Aleš Hojs. Soočenje je bilo z njegove strani večkrat potrjeno, odpoved je prišla 2 uri in pol pred snemanjem. Kljub temu, da smo mu ponudili katerikoli drug termin v tem tednu, se za udeležbo ni odločil, češ da nima časa. Gospod Breznik, v stranki volivcem radi rečete, da držite besedo, ampak to torej ne drži. Gospoda Hojsa ni v studiu. Poglejte, jaz nisem odvetnik gospoda Hojsa. Zdaj, če je to edini problem, lahko zdaj odidem z studija, pa počakate, da bo gospod Hojs prišel. Koliko jaz poznam delovanje gospoda Hojsa, gre za človeka, ki je izreden deloholik, ki rešuje vsak dan nakopičene težave zadnjih 30 let te države, tako kot predsednik vlade, kot številni moji kolegi. Nekaj je tudi bolanih in morate nas razumeti, da za nas je upravljanje z državo izredno pomembna prioriteta. Nenazadnje so ministri vključeni tudi v mednarodne dejavnosti in po vsej verjetnosti je gospod Hojs malo prevečljivi razlog danes. Vsekakor bomo tudi o drugih temah, ampak gospa Klakočar Zupančič, kako si to neudeležbo razlagate vi? Ne morem si jo razlagati drugače, glede na to, da je prišla 2 uri pred začetkom oddaje, kot da se je gospod Hojs izognil temu soočenju. Mora biti na tak način, kot se je gospod Janša izognil soočenju z predsednikom stranke Gibanja Svoboda, gospodom Robertom Golobom, včeraj na POP TV. Gospa Klakočar Zupančič je glede te vlade v preteklih mesecih dejala, da oblast, ki vlada s strahom, ni legitimna oblast, temveč oblast, ki želi imeti ljudi pod nadzorom. Pa tudi, da vlada eklatantno krši ustavo, izkorišča epidemijo, pritiska na medije, pošilja otroke pred sodišče, ker so si želeli v šolo, zoper državljane pa uporablja prekomerno represijo. Gospod Breznik, vi ste poslanec največje stranke, bili ste tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu. Če bi v kakšni drugi državi na to opozarjala opozicija, bi vas verjetno skrbelo. Ja, zelo zanimivo je bilo spremljati, kako ljudje, posamezniki reagiramo, ko pride na hujši kriz, kot je bila ta epidemiološka kriza, ne samo v Sloveniji, v Evropi. Zdaj, zanimivo je vedno primerjava. Pred nami veste, da smo imeli izredno situacijo v Italiji, zelo zanimive pa so tudi odločbe ustavnih sodišč v naših sosednjih državah. Recimo primer, spomnim se prvega dneva epidemije v Avstriji, kjer so se na vseh naslovnicah največjih časopisov pokazali tako opozicija in koalicija in v nemščini povedali, da deluje skupaj, da kot družba moramo biti povezani in da bomo skupaj kot povezani šli skozi to družbo. Pri nas so to se opravičujemo v parlamentu, vse stranke parlamentarne podpisale poziv k cepljenju, da nima, ne? Smo imeli tak primer. Ja, na poziv Slovenske demokratske stranke, po drugi strani pa s figami v žepu, kot veste, je opozicija nagajala do konca na vseh področjih, metala maske po parlamentu, se udeleževala vseh protestov, in nazadnje poglejte si tudi sodbo ustavnih sodišč. Zdaj bom kar povedal, ravno pripravljam, sem zaključil svojo magistrsko nalogo ravno na tem področju omejevanja človekovih pravic v času pandemije v Evropi za primerjalno analizo v Evropi. Lahko povem, da je Slovenija vrščena nekje v sredino, že zdaj po vseh ugotovitvah. Lahko bi rekel, da nismo tako hudo omejevali človekove pravice. Tudi sama kritika glede vladanja z odloki, gledajte, to je bila primerjalna praksa tudi v sosednjih državah, gre za hitrost odločitve, kjer na eni strani rešujete človekove življenja. Jaz mislim, da je človekovo življenje kot človekova pravica in dostojanstvo tisto, kar je osnova neke družbe. Na drugi strani pa seveda omejevanje neke svobode združevanja. Po tretji strani pa treba vedeti, da je Slovenija majhna država, izredno vpeta v gospodarske tokove velikih držav, nimamo velike dodane vrednosti in treba gledati torej nek kompromis med vsemi temi, lahko bi rekel, med vsemi tremi smermi in na koncu jaz mislim, da smo iz te krize odšli
žal nam je v Slovenski demokratski stranki za vsako žrtev te krize, za vsako smrtno žrtev. Po drugi strani pa morate se zavedati, da je Slovenija v izredno dobri gospodarski kondiciji, imamo izredne dobre bonitetne ocene in na tej podlagi so pred nami, lahko bi rekel, izredni, ali lahko bi rekel tudi svetli obeti za razvoj te države v prihodnosti. Bom to uporabil kar kot iztočnico, gospa Klakočar Zupančič, če imamo dobre bonitetne ocene, gospodarsko rast, pa nizko brezposelnost, na lestvicah, ki kažejo stanje demokracije, pa Slovenija pada v zadnjem času. Kako avtoritarna je torej postala naša država v zadnjih 2 letih? V zadnjih 2 letih je naša država postala zelo avtoritarna. In to je res tako, kot bi vrgli živo žabo v lonec mrzle vode in jo potem počasi kuhali. Tako se je delalo z državljani te države. Poglejte, epidemija koronavirusa je bila izkoriščena za kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih imamo zapisane v ustavi in ki so predmet številnih mednarodnih konvencij, ki jih je Slovenija dolžna spoštovati. Nobena epidemija ne more biti razlog za tako eklatantno kršenje človekovih pravic, kot se je dogajalo pri nas. In to recimo sploh pravic, ki nimajo z epidemijo nobene veze. Svoboda govora z epidemijo nima nobene veze. Pa še nekaj. Res je Ustavno sodišče pri nas razveljavilo neustavne odloke. Zakaj? Zato, ker so temeljili na zakonu, ki je bil neustaven. V drugih državah smo imeli tudi prakso vladanja z odloki. Ampak ti odloki so temeljili na zakonu, ta zakon pa je temeljil na ustavi. Če imamo hierarhijo pravnih aktov, potem velja, da imamo na vrhu ustavo, pod njo imamo zakone in pod zakoni imamo podzakonske akte. In vsi ti akti morajo biti med seboj skladni. Pri nas tako ni bilo. Zakon o nalezljivih boleznih je bil spoznan za neustavnega. Kar pomeni, da bi oblast morala najprej vsebinsko dopolniti in sprejeti zakon o nalezljivih boleznih, ki bo skladen z ustavo, in šele na to odloke, ki bodo zgolj izvrševali vsebino zakona. Ni vlada tista, ki bo določala, kako bo omejevala človekove pravice, v kakšnem obsegu. Zakon je tisti. Vlada lahko le izvršuje z odloki. In prenovljeni zakon je prišel, gospod Breznik, v Državni zbor, govorimo o zakonu o nalezljivih boleznih, ampak ni imel podpore. Na koncu ste ga v bistvu v koaliciji sami zrušili, napovedali novega, pa ga potem ni bilo. Kako odgovarjate na to, kar pravi gospa Klakočar Zupančič, da smo postali zelo avtoritarni v zadnjih 2 letih? Jaz ne vidim v državi, kjer je imela opozicija, lahko bi rekel, večino svojega glasa v vseh medijih, kjer so grozili predstavnikom vlade, ne nazadnje tudi poslancem, s smrtjo, s fizičnim obračunom, kjer so, lahko bi rekel, onečastili tudi Ministrstvo za kulturo in ostala ministrstva, kjer so se dobesedno motili procese odločanja v Državnem zboru, pisali grozilna pisma poslancem, pisali grozilna pisma, oprostite. Izkazalo se je, kdo je poslal ta pisma, podpornik vlade, ne? Dovolite mi. Izvolite. Ja. Na drugi strani ne poznam, če primerjamo tudi represalije, o katerih največkrat govorite, si poglejte Avstrijo, s katero smo se večkrat primerjali, policijo, kako je delovala zoper nelegalno združevanje, ali pa v Franciji, ki je, lahko bi rekel, nek vzor neke demokratične države že stoletja. Tako da to so nekatere ugotovitve, glejte, jaz bi temu rekel, teh klasičnih kvazi pravnikov. Zdaj, če pogledamo tudi samo tolmačenje sodbe Ustavnega sodišča, izkaže iz tega, da gre za čisto črkobralstvo. Kot da sodnik, kot avtonomen intelektualec, mora biti v zakonu napisano popolnoma vse. Šlo je za to, za nedoločnost zakona. Oprostite, jaz smatram, v Slovenski demokratski smatramo, da ima vsak sodnik pravno fakulteto, da ima izkazano diplomo, da ima javno veljavni pravosodni izpit, in da ima prakso odločanja. Smatramo ga kot intelektualca, ne pa kot črkobralskega medicinsko sestro, kot je izjavil nekoč en izmed sodnikov Evropskega sodišča o človekovih pravicah, ki se bo o tem znal normalno odločati. In v tem času odločanja je šlo samo za 2 človekove pravici. Šlo je za tipični test sorazmernosti, ki bi ga nekdanja sodnica morala vedeti.
Ali je pravica človeka življenja in zdravja in ogrožene zdravja, za kar upam, da se smatramo, da je COVID kriza izredno naredila, lahko bi rekel, šlo je za izredno življenjsko ogrožene ljudi, ne nazadnje za veliko število žrtev, ne samo v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Na drugi strani pa do trka z pravico združevanja. Jaz mislim, da v pravni logiki velja dostojanstvo ali pa svetost življenja ima prednost pred združevanjem ali pa javnim zbiranjem v času največje zdravstvene krize na svetu po drugi svetovni vojni. Ampak Ustavno sodišče, gospod Breznik, je ugotovilo neustavnost vladne prepovedi shodov, pri tem je poudarilo, da se pravice do protesta tudi v epidemiji ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno. Ja, gledajte, ta sodba bo zelo zanimiva tudi za naslednje generacije mladih pravnikov, za naslednje generacije in verjamem, da se bo zelo slabo starala v pravni stroki v naslednjih letih. Kazalo se bo predvsem neka politična paradigma pri nekaterih določenih ustavnih sodnikov, ki so odšli od svojega bistva. Jaz dalje ne bom komentiral, mi smo te odločbe, kot veste, spoštovali, kot spoštujemo vladavino prava v Sloveniji. Lahko bi še napisali kajkoli, prepuščamo pravni stroki, predvsem vrhunskim specialistom za ustavno pravo, da bojo o teh odločbah, ki se nam ne zdijo nesmiselne, torej bodo o tem pravna stroka, jaz mislim, da v naslednjih letih lahko odločala. To bo primer tipičnega, kot sem rekel, dela na pravnih fakultetah, kjer se bodo s tem soočali študenti prava. Ali je bilo pravilno ali ne, o tem bo odločala prihodnost. Kaj pravite na ta očitek, da so sodniki črkobralski? Poglejte, sodniki so res intelektualci in sodniki daleč od tega, da so črkobralci. Zaradi tega, ker noben zakon ne more zajeti vse obsežnosti situacij, ki se pojavljajo v življenju. In sodniki uporabljajo pri interpretaciji zakona na različne načine razlage in si pomagajo s pravno teorijo in sodno prakso, da raztolmačijo določbe, ki morebiti niso tako konkretne. Glede tega, kaj je bilo uporabljeno proti državljanom, bi rada še nekaj povedala. Poglejte, od leta 1991, to se pravi, odkar je Republika Slovenija samostojna, se še ni zgodilo nikoli, da bi policisti tako grobo ukrepali proti protestnikom. Ampak če vas lahko tu prekinem, ker imamo posnetek pripravljen. Veliko očitkov, da se po to vlado povečuje represija, je bilo ravno obravnavanju policije na protestih, zlasti tistih jesenskih, tako imenovanih sredinih. Pa poglejmo nekaj izsekov takratnega dogajanja. Gospod Breznik, to, kar smo videli, je to za vas sorazmerna uporaba sile? V oblakih solzivca so se znašli otroci na igriščih, pa upokojenci, ki so z vrečkami hodili iz trgovin. Je to sorazmernost? Poglejte, poznate policijske metode dela na takšnem nivoju. Ste se prepričali? Mogoče ste dali posnetek, ste mogoče zasledili, da policija vedno uporablja metodo stopnjevanja. Koliko gre za mirne proteste, kot veste, ki jih je bilo na stotine, policija ni ukrepala. Bila je tam dobesedno samo to, da je varovala. Na naslednjih protestih pa je policija glede na nasilje protestnikov, ki so na drugi strani bi lahko pokazali celo vrsto posnetkov metanja, granitnih kock policiste, poškodovane policiste in tako naprej, je začela seveda stopnjevati obrambo, torej tistih, ki so na tej stopnji, lahko bi rekel, bili ogroženi. Dovolite, da vam preberem iz poročila, kaj notri piše. Poročilo, ki ga je opravila policija o uporabi prisilnih ukrepov na teh protestih, na velikem številu pridobljenih posnetkov osebnih telesnih kamer, ki so jih naredili pripadniki posebne policijske enote, je vidna le uporaba prisilnih sredstev, niso pa posnete kršitve, kar lahko v določenih primerih poraja dvom, ali je do množičnih kršitev sploh prišlo, in tu gre za posnetke po dnevi. To je poročilo iz policije, gospod Breznik.
Ja, poglejte, a vi mislite, da lahko policisti non-stop snemajo nasilje? Jaz poznam sistem dela je stopnjevalen, policija se vedno odloča za tiste ukrepe, ki so milejši in vkoliko se torej samo nasilje stopnjuje, tako tudi stopnjuje svoje ukrepe policija. In dejstvo je, da če bi si pogledali takšno nasilje v Avstriji, v Italiji, v Ameriki, kjerkoli boste pogledali po svetu, po vsej verjetnosti bi bili ti ukrepi še bolj strogi. Dejstvo je, da nekdo, ki zapira ceste v času, ko ljudje hodijo na delo, ko se vračajo iz dela, ko ljudje, ki so, lahko bi rekel, delali tudi v času epidemije, se borili skupaj z nami v epidemiji, da so bili omejevani tudi pri svojem odhodu za svojega delovnega mesta, potem, oprostite, v vsaki državi ne more vladati anarhija, mora vladati red, disciplina, mora vladati neka pravila, o tem bi gospa nekdanja sodnica morala vedeti. Sedaj pokazati en izsek nekega nasilja, ki je bilo stopnjevano, ki je bilo že proti koncu, od stotin drugih primerov, kazati s prstom na policijo. Jaz mislim, da policija je izredno profesionalna, da ni prekoračila nekih svojih pooblastil v vsem tem času pri številnih dogodkih. Če pa so to bile, lahko bi rekel, izredne manjšine. Vsak dan sem se srečeval kot poslanec, ko smo odhajali iz parlamenta. Če vam povem, kaj se je vse dogajalo, kakšno nasilje, kakšne žalitve, pljuvanje po poslancih, ministrih in vse ostalo, in kako profesionalno so policisti, ki so dneva dan z nami našli, torej živeli z nami, lahko rekel, odreagirali. Še danes iz tega mesta, gledajte, lahko samo čestitam. Takrat je minister Hojs tvital, da niso izdelali ocene tveganja, jih ozmerjal z lenuhi. Seveda, če bi bil v studiu, bi ga s tem tudi soočili, ampak gremo zdaj še k petkovim protivladnim protestom, ki potekajo zdaj že 100 tednov zapored. Zdaj bodo tudi ljudje videli fotografije, ki so policisti v polni opremi z Trga Republike dobesedno odnašali protestniki, ki so tam mirno in na razdalji brali ustavo. Gospod Breznik, a niso to prizori, poglejte, ki spominjajo na avtokratske režime? Nekaj podobnega smo recimo v zadnjih tednih tudi v Rusiji gledali. Kaj menite, gospod Breznik? Žalostno. Pa vi povejte. Jaz bom povedala 3 stvari. Prvo, mi nismo v Avstriji, mi nismo v Franciji, mi smo v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji imamo pravni red, ustavo, zakone, ki jih je treba spoštovati. In seveda jaz to zelo dobro vem. Glede odločb Ustavnega sodišča se bom takoj vrnila na represijo. Ustavno sodišče je jasno povedalo, da je pravica do protestov ustavna pravica, ki jo ni dovoljeno na tak način omejevati, kot jo je omejila ustava, kot jo je omejila vlada z odloki. Ker namreč za zaščito ljudi, ki sodelujejo na teh protestih, bi lahko poskrbeli drugače. Ne tako, da se jim kar prepove protestiranje. Z vzdrževanjem ustrezne razdalje, z nošenjem zaščitnih mask, ne nazadnje celo tako, da se jim ponudi razkužilo za roke. To je Ustavno sodišče jasno napisalo. Potem represija, stopnjevanje te represije, ki smo jo zdaj videli na vaših posnetkih, to, kaj se je dogajalo, ugotavljala posebna komisija. In pravilno ste prebrali tudi, kakšne so bile ugotovitve. In še nekaj. Jaz verjamem, iskreno verjamem, da se policistom upira, večini policistov upira, da morajo tako ravnati proti svojim lastnim državljanom, ker policisti niso tam zato, da bodo zganjali nasilje nad svojimi državljani. Policisti v protestih so tam zato, da bodo blažilec med protestniki in med oblastjo. Blažilec, ne nekdo, ki bo spuščal na te ljudi solzivec in vodni top. Te posnetki so grozljivi in takšno ravnanje nas bo pripeljalo samo še do hujšega ravnanja. In zato je nujno, da se to ustavi. Takoj, nemudoma. Vsi vemo, kako se je začela represija v zgodovini. Kako so se razvijale države, avtokratske države. In kam je to prišlo. In jaz mislim, da si nobeden ne želi takšnega konca. Gospod Breznik, če odgovorite. Lahko tudi prečitam to, kar ima gospa napisano, že naprej, kot vidim, je dobila vprašanje naprej. Ni dobila vprašanje. To niso vprašanja, lahko pogledate. Lahko pogledate. Vidim, da imate odgovore napisane, pri nas je pač tako. Ne, pišem si sproti. Gospod Breznik, jaz si pišem sproti, tako kot sem si pisala vedno in kot mislim, da je tudi prav, zato da sem pravilno pripravljena
in zato, da povem tisto, kar mislim, da morajo državljani slišati. Mi pa nikoli nikomor ne dajemo vnaprej vprašanj in to naj bo povsem jasno. Gospod Breznik, če lahko odgovorite, prosim. Torej, vi nas primerjate z Rusijo, ne? Zdaj, koliko vem, To ste vi rekli. Kolegica predstavlja neko opcijo, kjer so bili veliki zavezniki z sedanjim režimom Putina, kjer je hodil sem, kjer so si njihovi vidni predstavniki delili medalje in tako naprej. Danes se seveda probajo od tega distancirati. Zdaj, vi govorite o nekem nasilju. Veste, stranka SDS je stranka slovenske pomladi. Stranka slovenske pomladi je že bila zraven pri osamosvojitvi. Mi smo v deklaracijo, v temeljno ustavno listino spisali, da se v bivši državi množično kršijo človekove pravice, temeljne svoboščine in zaradi tega smo šli v novo državo. Z novo državo pa žal smo odšli tudi z nekim zanesenim ali pa nekim prenesenim sistemom. En izmed sistemov pravosodja je sistem, ki ni preživel neke resne tranzicijske pravičnosti, resne prenove in zaradi tega smo se ves čas mandatov soočali z množičnimi kršitvami človekove pravic. Veste, da je Slovenija bila ena največ, imeli smo največjo kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev, zraven Malte, da smo v času prve Janševe vlade sprejeli tako zvani projekt Lukenda pod pokojnim profesor dr. Šturmom, kjer je bilo celo vpisano na pilotni sodbi Evropskega sodišča človekove pravice, da je za vsakega posameznika, ki bo šel na slovenska sodišča, velika možnost, da se bomo kršili človekove pravice. To je bilo vpisano v pilotno sodbo Lukende na ESČP. Mi smo takrat speljali projekt 26 ukrepov. Ves čas smo gledali, kako se država sooča z tranzicijskim kriminalom, gospodarskim kriminalom. Ne poznam niti ene resne sodbe, tudi tranzicijskega kapitala. In danes ljudje, ki tega niso nikoli zaznali, nam očitajo množično kršitev človekovih pravic v času največje zdravstvene krize na svetu. Lahko bi rekel, edina primerjava je bila za špansko gripo takrat po prvi svetovni vojni, kjer smo na eni strani zasledovali, kot še enkrat pravim, pravico do človekovega življenja, na drugi strani smo pa te večinoma plačane protestnike, ki so imeli ves čas za delo, medtem ko so drugi ljudje... Dokaze, da so plačani, gospod Breznik? Da, ker so ves čas dopoldan in popoldan so pred slovenskim parlamentom, ves čas isti obrazi, imamo na stotine posnetkov teh ljudi, nekateri so člani tudi nekaterih nevladnih organizacij, preko države celo plačani, torej danes in tako naprej. In to je za vas, mi smo na strani, lahko dokončam, mi smo na strani delovnega človeka, na strani slovenskega kmeta, na strani ljudi, ki delajo, ki ustvarjajo v tej državi in ki so se skupaj z nami borili za to, da smo išli, lahko bi rekel, kot zmagovalci iz te zdravstvene krize. Jaz na to delovanje vseh ministrov v tej vladi, vseh poslancev, ki so bili v koaliciji, tudi tisti, ki so pomagali na marsikdaj s karim glasom, izredno ponosen in verjamem, da se bomo na ta del v prihodnosti spominjali s ponosom. A mi dovolite, da samo dam zelo kratko repliko. Zelo en stavek. Samo to, v sodstvo jaz nisem prišla s projektom Lukenda in tudi moj oče se je boril v osamosvojitveni vojni. Samo toliko. Bi pa glede slovenske pomladi samo to povedala, da je morda postala zdaj slovenska zima. Gospa Klakočar Zupančič, vaš predsednik Golob je sinoči na soočenju na Pop TV rekel, da je omikron sev, pri katerem cepiva ne pomagajo, kar ne drži. To ni res. Vi ste pa na Facebooku, sicer med prijatelji, ne javno, to je treba povedati, nekoč pohvalili retoriko Marka Potrča glede epidemije. V stranki ves čas poudarjate, da boste poslušali stroko, ampak katero stroko boste poslušali, ker je v bistvu ta stroka jasna. Cepiva delujejo tudi proti omikronu. Lejte, kar se tiče retorike Marka Potrča, jaz nisem analizirala vsebine njegovih izjav, ampak samo način, na kakšen je on izjave podajal. Podajal jih je argumentirano. Potem se distancirate od tega, kar jaz se od vsebine absolutno distanciram. Njegov način govorjenja pa je bil absolutno boljši kot način, na katerega so bile podane informacije s strani oblastnikov. Zavajanje glede omikrona? Glede omikrona, jaz nisem strokovnjak na tem področju, jaz nimam znanja medicinskega, jaz stroki zaupam. Vaš predsednik ga pa ima, ali kako?
Naš predsednik prav tako je že večkrat povedal, da zaupa stroki in da je treba stroki vrniti nazaj tiste pristojnosti, ki jih je imela. In seveda, nekaj pa tudi treba priznati oziroma vedeti. Želimo, da so slišani vsi. Vsi. Tisti, ki imajo eno stališče in tisti, ki imajo drugo stališče. V spoštljivem dialogu. Ampak če je stroka jasna, je jasna, ne? Stroka bo sama povedala, kako pa kaj in bomo videli zdaj, ali bo jasna ali ne bo jasna. In stroka je rekla, ne, da cepiva delujejo tudi pri omikronu, a ne? Mi se zavzemamo za to, za cepljenje, nismo nikoli bili proti cepljenju, se pa zavzemamo hkrati za to, da se ljudi ne prisiljuje, da se cepijo. Ljudi je treba prositi, ne jih prisiljevati. Če gremo naprej, v vaši stranki, gospa Klakočar Zupančič, napovedujete, da boste takoj po konstituiranju državnega zbora, torej še pred sestavo nove vlade, skupaj s partnerji iz KUL podprli zakon, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec. Med drugim bi, kot pravijo oni, izbrisali sprejete spremembe, ki da povečujejo vpliv Ministrstva za notranje zadeve pri kadrovanju na vodilna mesta v policiji in posegajo v avtonomnost NPU. Želimo si nepolitične policije, pravijo v Inštitutu 8. marec, ker prav tako napovedujejo odpravo posegov v neodvisnost tožilcev in tožilk. Vi sami pa ste dejali, ljudstvo se boji policije, treba je odpraviti škodljive kadrovske ukrepe trenutne vlade, posebej na vodilnih delovnih mestih. Torej vi napovedujete čistke. Mi ne napovedujemo čistk. Mi samo želimo, da vodilna delovna mesta v policiji in tudi druga delovna mesta zavzamejo ljudje, ki so strokovni. To se pravi, želimo si, da tisti ljudje, ki so že sedaj v policiji in so se izkazali s profesionalnostjo, s svojim strokovnim delom, z dolgoletnim delom, da takšni ljudje pridejo na vodilna mesta oziroma da prevzamejo nekatere funkcije, ki so jim bile mogoče tudi neupravičeno odvzete. Vaš predsednik Golob je za Delo izjavil nedavno, da je treba spremeniti tudi zakon o RTV, da je to nujno potrebna sprememba, da mora biti RTV čim bolj neodvisna, da bo dejansko javna in avtonomna, nedržavna. In še predtem pa je treba poskrbeti, da tisti kadri, ki zdaj uveljavljajo politiko aktualne vlade, tega ne bodo več delali. Ali to pomeni, da se bodo določeni ljudje odstranili? Lejte, kaj se bo zgodilo, bomo videli po volitvah. Dejstvo pa je, da seveda, normalno, v vsaki pravni, demokratični državi obstajajo institucije, ki morajo biti neodvisne, organi, ki morajo biti neodvisni, ki sploh ne smejo biti pod nobenim vplivom politike. Prvo policija, pa to je represivni organ, ona ima sredstva prisiljevanja, ona lahko fizično ukrepa zoper državljane. Ne more nobena politika usmerjati policije in ji zapovedovati, kako bo to delala. Državno tožilstvo mora ostati samostojno. Državni tožilec je profesionalna oseba, ki pozna kazensko pravo, pozna kazenski postopek. Noben minister ga ne pozna toliko, kot ga poznajo državni tožilci. On je tisti, ki mora to voditi. RTV je naša televizija, vseh državljanov. Mi smo pa različni, imamo različna prepričanja. RTV ne sme postati propagandno glasilo za neko politično opcijo. Gospod Breznik. Zdaj ne vem, kje naj začnem. Dojemanje Slovenske demokratske stranke v teh sistemih je jasno. Gospa mi lahko pove, kateri od višjih ali pa visokih policijskih uradnikov ni imel dolgoletne prakse, kompetenc, ki je bil vodja NPU trenutno. Gospa je doktorica ekonomskih znanosti, bila je že predtem, ekonomskih. Lahko povem do konca. Izvolite. NPU se največkrat ukvarja z pregonom težkega, tudi gospodarskega kriminala. Predtem je gospa bila prav tako zaposlena na NPU-ju, tako da tukaj ne vidim nobenih resnih problemov. Vidimo pa dobre rezultate na vseh področjih, tudi pri preiskanosti številnih kaznivih dejanj. Zdaj naj se samo spomnim, ker se je govorilo o tožilcih. Po vsej verjetnosti se zdi normalno, da je malo pred izbruhom vojne v Ukrajini generalni državni tožilec šel na obisk svojemu kolegu v Moskvo, torej tistemu tožilcu, ki preganja novinarje, ki preganja opozicijo v Rusiji, in to se jim zdi vse normalno. Jaz nisem videl nobene kritike temu, ne? In to so, veste, ti vzvodi, ki
te zadeve, ki nekako štedlijo izven teh sistemov. Mi spoštujemo neodvisnost tudi tožilstva, mi spoštujemo profesionalnost policije, mi spoštujemo meritokracijo in postopnost delovanja v policiji in želimo policiji pomagati. Pomagali smo zato, da smo v policiji zagotovili znatna materialna sredstva, da smo zagotovili blagostanje policistov, ne nazadnje tudi vojakov v tej krizi, in da smo popravljali tudi nekatere napake, ki so se dogajale v preteklosti, predvsem tudi podfinanciranost policije, in danes je policija sodobno opremljena na vseh ravneh policijskega delovanja. Lahko pogledate, recimo že na sami avtocesti, ko sem se pripeljal, vidite najmodernejša policijska vozila in tako naprej, tudi njihova osebna oprema, in za vsakim tudi delovanjem v policiji stoji, gledajte, generalni direktor policije, on je tista oseba, ki odgovarja za delovanje policije. Minister je tista oseba v policiji, ki skrbi za zagotavljanje vseh ostalih materialno-tehničnih in kadrovskih sredstev za delovanje policije kot takega v okviru Ministrstva za notranje zadeve. To so pač določene pristojnosti in mi mislim, da ni ga sistema, ni ga, lahko bi rekel, resorja v tej vladi, pod delovanjem te vlade, ki ni pridobil znatnih sredstev. Gospa prihaja iz pravosodja, samo primer, pravosodje ima danes 130 milijonski proračun, povečanje za prejšnjim proračunom 66%. Pravosodje v tem trenutku gradi 2 nova zapora, pravosodje v tem trenutku dobiva novo palačo, pravosodje v tem trenutku dobiva najnovejša audiovizualna sredstva, pravosodje v tem trenutku dobiva projekte digitalizacije pravosodja, ki bo razbremenili sodnika zato, da bo lahko sodil. Pravosodje bomo dali v naslednjih letih, koliko dobijo mandat, predvsem bomo nagradili dobre, kvalitetne sodnike, ki jih je pravosodje kar nekaj in jih spoštujemo v Slovenski demokratski stranki. Ampak zahtevamo pa številnost dobro razloženih sodb in tako naprej, da ne govorim o tistih zadevah, kjer gre za neodvisnost sodnikov, kjer gre za videz nepristranskosti sodnikov, kjer so bile te zadeve izredno kršene v preteklosti. Poznamo številne ekscese v pravosodju, ki želim, da so popravljene. Če rečemo še kakšno o odnosu te vlade do nevladnih organizacij, gospod Breznik, ne takole, zdaj bodo ljudje videli, se je premier Janša na Twitterju spraševal, če kdo pozna kakršenkoli nacionalni dosežek kateregakoli društva oziroma organizacije, ki sestavljajo inicijativo Glas ljudstva. Med njimi bom samo nekatere naštel: Amnesty International, Društvo Ključ, Humanitera, Društvo SOS, Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Vi tudi ne poznate nobenih dosežkov naštetih? Ne, ne poznam. Ne poznate. Društvo SOS Telefon, veste, kaj dela? Lahko nadaljujem. Ne, odgovorite na moje vprašanje. Ja, samo da obdelujem. Mi smo, tudi sam sem član nevladne organizacije, recimo prostovoljskih gasilcev. Skupaj z nevladno organizacijo in številnimi strokovnjaki smo v Slovenski demokratski stranki že pred leti, tudi premier Janša je pri tem sodeloval, spisali resolucijo o digitalni preobrazbi Slovenije, ker so se nam nekateri posmehovali. Pripravili smo načrt zelene preobrazbe s številnimi strokovnjaki. Za nas so nevladne organizacije, lahko bi rekel, dodana vrednost družbi, ampak tiste nevladne organizacije, kjer delujejo ljudje, ki pomagajo, ki so strokovnjaki, ki so kompetentne osebe. Društvo Ključ recimo pomaga pri trgovini z ljudmi, ne? Ja, oprostite, dovolite mi, da povem do konca. In zaradi tega bodo še tudi nevladne organizacije, tudi v naslednji vladi, vkolikor bo pod vodstvom Slovenske demokratske stranke ali pa bomo v koaliciji, bodo financirane. Ne moramo pa financirati nevladne organizacije, ki jim je ključ ustanoviti neko nevladno organizacijo, ki nima dobenih kompetenc, dobene dodane vrednosti tej družbe, in takšne nevladne organizacije izkoriščajo slovenski, lahko bi rekel, proračun in slovensko družbo. Na drugi strani pa imamo celo vrsto ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Imamo nekatere upokojence, recimo kmečke upokojence, ki vsa ta leta živijo 200 evrov pokojnin. Imamo celo vrsto, kot so nekoč rekli, tudi lačnih otrok in tako naprej. Torej, veste, ko moraš tehtati, kaj je pomembno in kaj je nepomembno za razvoj neke družbe, za njen prebojni moment, ki trenutno nastaja za Slovenijo v okviru 4. industrijske revolucije, potem, poglejte, moraš vse to kot resen politik sprejemati odločitve. Torej, Slovenska demokratska stranka ni proti nevladnim organizacijam. Je pa proti tistim, ki preko rekla nevladnih organizacij hočejo izčrpavati proračun. Teh pa je bilo kar nekaj. Jaz ne trdim kritika te Ključ, to je pomembna tema. To je pomembna tema.
pozabil sem povedati, da v tem trenutku je Ministrstvo za pravosodje pripravilo tudi nov koncept varnih hiš, posebne hiše za otroke in tako naprej, ki se navezuje na delovanje teh nevladnih organizacij. Spoštujemo tudi tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju paliativne oskrbe, torej ljudje, ki umirajo, ki so ob njih, ki jim pomagajo blažiti tiste njihove zadnje trenutke in tako naprej. Tako da, veste, kako tako etiketirati Slovensko demokratsko stranko, da smo a priori proti nevladnim organizacijam, ni res. Ne gre za etiketiranje, vaš predsednik se je pač spraševal o dosežkih naštetih organizacij, ki jih je veliko. Slovenska demokratska stranka je postala zato največja, zato najbolj prepoznavna v svetu, zaradi tega, ker je veljalo načelo meritokracije. Jaz danes tu sedim v studiu, zato ker so smatrali, da bom lahko in nekaj znal povedati, seveda svoje glave, brez napisanih tekstov. To je delo Slovenske demokratske stranke, mi teh črkobralcev in čitalcev nekih tekstov v parlamentu smo srečali preko novih obrazov že 5 generacij. Vsi so propadli, stalno bolj hitro so propadli in mi govorimo o novih obrazih kot o sindromu zastave 101. 20 let so vam ponujali avtomobil zastavo 101, vedno pod drugimi oznakami, zastave 101S, Mediteran, Komfort, Special, skala 55, skala 65, vedno so vam predali zastavo 101, torej nek zastarel koncept za neko novo masko ali pa z novim obrazom. To je problem slovenske politike in mi gradimo in želimo pri vseh, da imamo na drugi strani ne sovražnike v politiki, ampak predvsem politično konkurenco, zato da bomo tudi mi boljši. Če pa politična konkurenca nastaja ne iz potreb ljudi, ampak nastaja kot medijski projekt, ki nekako ugasne, kot tisto drobno rezano cvetje, ki zelo lepo cvete 3 dni in na koncu ugasne, potem morajo stranke graditi in nastajati od spodaj navzgor, iz dejanskih potreb v družbi. Če lahko odgovorite na to zastavo 101. V glavnem, kot prvo, nove stranke v današnjih časih nastajajo iz potreb ljudi, ker prihajajo na politično prizorišče ljudje, ki nikoli prej niso bili v politiki. Tudi tisti, ki se nikoli mislili niso, da bodo v politiki. In prihajajo zaradi tega, ker imajo enostavno te vlade dovolj, ker imajo enostavno tega govorjenja dovolj. In si želijo boljše življenje, želijo si življenje v svobodni družbi. Potem okrog nevladnih organizacij. Pa sploh nima smisla komentirati tega. Nevladne organizacije so se v zadnjem času in samo one skoraj da izkazale kot razum te družbe. Ko se je dogajalo najhujše nasilje nad ljudmi, so bile nevladne organizacije tiste, ki so opozarjale na to. Pa to je razum družbe in vsaka dobra politika mora sodelovati z njimi. Pa samo še eno mi dovolite, gospod Breznik. Vi boste nagradili kvalitetne sodnike? Ta izjava je tako strašna, ker si sploh ne znam predstavljati, kdo bodo te kvalitetni sodniki. To je nekaj, kar nikoli ne bi smela izreči nobena politična stranka. Na kratko, kaj ste s tem mislili? Zelo nagrajevanje kvalitetnih sodnikov. Kdo Kdo bodo ti sodniki? Lahko povem. V parlamentu sem 10 let, spremljali smo celo vrsto zadev in poglejte si, statistika je na ISČP, statistika na sodišču Evropske unije, lahko si pogledate sodnike, ki so množično kršili človekove pravice, ki so imeli številne sodbe, ki so bile pod pragom, lahko bi rekel, neke resne pravne argumentacije, uporabe resnih pravnih tehnik, da ne govorimo o nekih velikih pravnih zdrsih, recimo državnega pravobranilstva, za katere smo plačevali usodne ali pa velike odškodnine. Kot veste, je Slovenija tudi izgubila na številnih sodiščih in plačala velike odškodnine v številnih zadevah. In danes, po vsej verjetnosti, ti sodniki, ki so ne enkrat, jaz verjamem, mi imamo instančno sojenje zaradi teh poprav, ampak da dejansko ne ugotovijo vse 3 instance nekaterih zadev in da se nekateri sodniki non-stop pojavljajo tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice v številnih pritožbah, ki so bile pozitivno rešene v prid pritožnikov, potem lahko ugotavljamo, da ti sodniki po vsej verjetnosti ne dajejo ravno videz nekega resnega profesionalnega dela. In oprostite, gledajte, to je naš pogled na sodnike, tako kot je v vsakem sistemu, tudi na vaši televiziji, veste, kdo so tisti res strokovni, delovni sodelavci in imate tudi nekatere tiste, ki so
lahko bi rekli, večkratno kršijo nekatere vaše interne predpise in tako naprej. Tako da vsak sistem in podsistem ve, kdo so tisti res dobri in kateri so tisti nekoliko slabši ali pa manj motivirani. Kot bi jaz Kaj temu krši? rekel. Ne morete vi za neko drugo organizacijo govoriti, kdo kaj krši, kdo kako dela. Ne? Ja, to ampak tako ne veste, gre. Pa če gremo kar naprej, tu vlada Rusiji upravičeno učita podrejanje medijev, prepoved protestov, doma pa skuša delati prav to. Ne? Ampak vaš predsednik Robert Golob obljublja avtonomijo novinarjev in svobodo medijev. Pa poglejmo, kako je nastopil v našem studiu v januarju. Imamo pa v Sloveniji tudi veliko ljudi, ki niso ekonomsko svobodni, ne, ki komaj preživijo mesec, ki imajo zdaj v času zime precejšnje težave zaradi visokih cen ogrevanja. Če greva naprej k stranki, ki jo... Vas ustavim. Bova še s tem nadaljevala, ampak zdaj... Poslušajte me, prosim. Zato, ker ste postavili v vaše trditev, niste dali vprašanja. Pravite malo levo, malo desno. Kaj bo levo, kaj bo desno? Ne, nisem tega rekel. Spet ste me narobe povzeli. Torej, imamo dve poti. Pa se da popolnoma prekopirati model GEN-I-ja na Se jaz vidim, da ne verjamete, ker niste naša stranka, ampak moče postanete naša stranka, pa boste bolj verjeli. So te izjave težava za morebitno sodelovanje z njimi? Poveste, da sem vas imel za resen medij in da ne ponavljate tračev iz družbenih omrežij kot nekaj, na kar bi se moral kdorkoli ozirati, če najmanj jaz. Kakšen odnos je po vaše tu pokazal vaš predsednik, gospa Klakočar Zupančič? Kako gre to skupaj z vrednoto, ki jo vaš predsednik in stranka izpostavljata kot ključno, to pa je spoštovanje, spoštljivost? V tem posnetku jaz konkretno nisem videla nobenega posega v novinarsko neodvisnost. Gre pa pač za obnašanje človeka v pogovoru in tukaj mislim, da je predsednik... Spoštljivost in spoštovanje. Tukaj pa je predsednik deloval nekoliko impulzivno, tako da to ne bom trdila, da ne. Predsednik je deloval nekoliko impulzivno. Dejstvo pa je, da se on, tako kot vsi člani v stranki, zavzemamo za vrednote, med katerimi je tudi spoštljivo komuniciranje. Gospod Breznik. Poglejte, jaz lahko vedno sem jezen, lahko sem žalosten o neki resnici ali pa neresnici, ki kroži o meni kot politiko. Vedno pa kot politik moram razumeti delovanje političnega dela in spoštovanje vašega dela. Tukaj pač jaz mislim, da posnetek pokaže vse, način delovanja nekoga, ki je z neko avtoriteto vodil državno podjetje, energetsko državno podjetje, tega mislim, da ne rabim več razlagati, ob neverjetni visokem dohodku v državnem podjetju. Jaz kot poslanec nisem človek, ki bi bil nevošljiv, koliko nekdo postavi nek zasebni model, kot je pred kratkim recimo številni podjetniki, ima tam veliko plačo, seveda za slovenske razmere, mi s tem nimamo problema. Problem pa je, če nekdo deluje kot nek razvajen otrok, kot otrok, ki ima ne sme noben nič očitati, ki je najbolj pameten, ki je najbolj zvest in tu je ta problem, veste. Politiki smo v prvi fazi tisti ljudje, ki moramo poslušati, ki se moramo učiti od boljših od sebe. S tem se nekako, lahko bi rekel, tudi skozi življenje pridobivamo, ne? In na koncu lahko postanemo vedno boljši ljudje. Tudi vsi imamo zdrse, gledajte, jaz zaradi tega zdrsa, evo, kot politik, kot človek, kot humanist, ne bom nekako grajal recimo tudi gospoda Goloba. Ne? Ste pa zaradi enega zdrsa, se opravičujem, ne, vi odstopili z mesta državnega sekretarja in se vrnili v državni zbor kot poslanec. Policisti so vas namreč ujeli vinjenega po obisku v podjetju Derbi v času prvega vala epidemije. Kaj boste v naslednjem mandatu, gospod Breznik, si želite ponovno upravljati funkcijo v vladi? Poglejte, jaz sem po svojih, sem vesel, da ste spomnili na ta dogodek. Kot vem, je podjetje Derbi tudi vaš sponzor, vaše televizije, tako da jaz upam, da o tem nimate, da imate podatke pravilne. Torej, jaz sem vsak dan na poti, tudi zdaj sem prišel iz Lenarta, 160 km svoj avtomobilom, 160 km nazaj. Več kot 10 let se vozim skoraj vsak dan v Ljubljano. Kot veste, sem v vseh teh letih torej naredil en prometni prekršek, šlo je za hiter prekrškovni postopek. Jaz sem zaradi tega prekrškovnega postopka odstopil, se opravičil. In ravno ta prekrškovni postopek je pokazal na trditve, da pravna država deluje. Delujejo mediji. Jaz sem se ene besede nisem rekel zoper policiste. Ene besede nisem rekel, da se mi je zgodila krivica. Ene besede nisem rekel, da so mi sledili. Ene besede, razen mojega opravičila državljanom in državljankam, da to ni bilo pravilno, nisem storil. Pod levo vlado
je zaradi ministra, ki so ga ustavili policisti, na mesto, kjer so vedno stali, so mogli odstopiti 3 policisti in izgubili službo. To je razlika med demokracijo v praksi in neko navidezno, totalitarno držo, kot jo razlaga moja sogovornica. Ravno moj primer kaže na najbolj ten. Jaz sem za to plačal, za svoj prekršek, po vseh teh letih, 70 000 km na leto, vsak dan v Ljubljano, zato da lahko delujemo tudi na terenu, ko danes zjutraj že od 5, sem plačal veliko kazen. Veste, me zanima, koliko politikov do zdaj, ki je naredilo prometni prekršek, govorimo o manjšem prometnem prekršku, prekrškovno pravo, gospa sodnica ve, da obstaja hiter prekrškovni postopek za manjše prekrške in obstaja prekršek pred sodnikom za prekrške, kjer se šteje kot večji prekršek, torej je plačalo takšno kazen. Jaz sem jo plačal. In ravno tu kaže, da deluje pravna država in ravno jaz sem tudi odstopil in dal odstopno izjavo ravno zaradi tega, da se ne bi pritoževal v bistvu ljudem, policistom, ki so bili v sistemu, v katerem sem bil namestnik notranjega ministra. Zelo na kratko, potem gremo naprej. Jaz bom v bistvu povedala samo to, da absolutno je pohvale vredno, da vsak sprejme odgovornost za svoje ravnanje. Zdaj, vi ste, mislim, da rekel, da je bila vožnja pod vplivom alkohola. Da. No, to je kar zaskrbljujoče, ampak kljub temu mislim, da je pohvale vredno, da se sprejme odgovornost za svoje ravnanja. Glede obnašanja in avtoritativnega obnašanja bom pa rekla samo še avtoritativno obnašanje, nespoštovanje do državljanov kaže trenutni predsednik vlade in tudi nekateri vidnejši predstavniki vlade do vseh državljanov, ne samo do novinarjev. Eden od njih se je danes izognil soočenju. Gospa Klakočar Zupančič, na predvolilni konvenciji vaše stranke je bil častni gost in tudi govorec ljubljanski župan Zoran Janković. Gospod Hojs je prejšnji teden tvitnil, da se je vaš predsednik lani distanciral od Jankovića, da ima ničelno toleranco do korupcije, danes pa, da mu zloraba žensk in korupcija nista več problem, tako pravi gospod Hojs. Vam se zdi primerno, da gospod Janković hodi na vaše konvencije in sedi v prvi vrsti zraven gospoda Goloba? Vas je tega kaj sram? Poglejte, gospod Janković je župan glavnega mesta, mestne občine Ljubljane. Mi smo imeli konvencijo v Ljubljani. Povabljen je bil kot župan mesta Ljubljane. Če bi bil župan mesta Ljubljane, trenutni predsednik vlade, bi bil pa on povabljen na konvencijo. In tudi on ima precej grehov na hrbtu. Torej vas ni sram, da je sedel praktično skoraj zraven? Župana izberejo tudi volivci, ali ne? Zdaj jaz o grehih nobenega ne bom zdaj izrekala, ker nisem sodelovala pri nobenem postopku, ne zoper enega, ne zoper drugega. Pa se lahko izrečete o zadevi farmacevtka? Se lahko? O zadevi farmacevtka bom rekla samo to, da se mi zdi nedopustno, da je eden od novičarskih portalov, in sicer siol.net, ko je to objavil celo ime in priimek žrtve. To je pa nekaj, kar se meni kot pravnici in kot sodnici zdi popolnoma nedopustno. To, kar je počel gospod Janković, se vam pa ne zdi nedopustno? Če je gospod Janković počel, kar je počel, oziroma kar se mu očita, da je počel, je tudi absolutno nedopustno. Gospod Breznik. Poglejte, jaz ne poznam politika, ki bi lahko preživel v neki državi to zadevo, kar se tiče izkoriščanja neke mlade ženske, ki je bila v težkih zadevah, ki je ostala brez službe mislim, da mladoletnima otrokoma, da je nekdo jo dobesedno izkoristil v nek namen. Glede, to je pa res nevzdržno. To ne kaže za nek zdrs ali prekršek, to kaže na neko notranjo držo nekega človeka in kot veste, je bil gospod Golob, koliko vem, jaz se s tem nisem toliko ukvarjal, tudi član, celo podpredsednik, mislim, da te Jankovićeve bivše stranke, tako da tu ne gre samo za župana glavnega mesta, gre za v bistvu iste ptiče, ki skupaj letijo, bi temu rekli. Ne? No, to je pa kar huda obdolžitev. Zdaj, če vas prav razumem, vi govorite, isti ptiči skupaj letijo, da bodo, ne vem, morebitna kazniva dejanja enega, tudi kazniva dejanja drugega. To je huda stvar, to se ne govori. Takih stvari se ne govori, zaradi tega, ker kazniva dejanja so dejanja, ki jih stori storilec, in obdolževati nekoga drugega za dejanja prve osebe je nesprejemljivo. Lahko to pojasnite? Kaj ste mislili, gospod Breznik?
Poglejte, vkolikor bi imel drugačen vrednostni sistem gospod Golob, ne, bi se distanciral od takšnega obiska. Ne, da so obstoječimi ovacijami sprejeli gospoda Jankovića in čakali, če bi se pogledali posnetke, samo na njega, ko je prišel v dvorano, torej na njihov dogodek. Tu kaže na to tudi spogledovanje in vse ostalo. Glejte, seveda je vsak človek svojstvena osebnost, ne? Ampak dejansko, kot veste, tudi mene so napadali, da se družim z nekaterimi ljudmi, ki pač ne uživajo nekatere integritete v javnosti, in vsak politik mora paziti, da se ne druži z ljudmi, ki uživajo neko integriteto v javnosti. Zdaj za gospoda Jankovića in kar nekaj tega masla, kot vemo, celo vrsto stečajnih postopkov, kjer je država morala popraviti in slovenski državljani so mogli za njim plačevati milijonske, torej preko davkov milijonske vsote v proračun, zato da smo popravili njegove, lahko bi rekel, jaz bi tem rekel, podjetniške ideje. Ne? Na drugi strani so si v primeru gradnje Stožic slovenski podjetniki celo storili samomor zaradi neplačništva za to in tako naprej. Tako da, gledajte, gre za eno specifično osebnost, kot je gospod Janković, ki ga ni v studiu, ne bom tega nadaljeval, tudi z moje strani se mi ne zdi, ne bi bilo preveč kulturno, ampak gledajte, ta zadeva, ko je pa prišla v javnost, jaz mislim, da meče pa tako težko luč na njega, na njegovo osebo, na njegovo ravnanje, izkoriščanje ženske v Slovenski demokratski stranki. Spoštujemo ženske, spoštujemo ženstvenost. Ne? No, vaš predsednik je tvital o odsluženih prostitutkah, ne? To je treba povedati, gospod Breznik. Kot veste, je gospod Janša to napisal, po vsej verjetnosti ne kar tako tja v dan. Veste, kaj se je dogajalo gospodu Janšu vsa leta, ravno iz strani teh dveh, jaz bi tem rekel, ne novinark, ne, ampak političnih delavk, ki delujeta na javni radioteleviziji, ki so si izmišljali insinuacije. No, ena zdaj ni več, ne? Ena je zdaj dejansko kandidatka vaše stranke. Samo še odgovor na to, pa gremo naprej potem, gospa Klakočar Zupančič. Ja, tako kot sem povedala, gospoda Jankovića zdaj ni v studiu in mi tudi nismo tukaj, da mu bomo sodili. No, ampak boste se distancirali od teh povezav, ki očitno pač obstajajo med vašo stranko in gospoda Jankovića? Od vsakih povezav, ki mečejo slabo luč na kogarkoli, se stranka Gibanja Svoboda ustrezno distancira. Dobro, če gremo zdaj še naprej. Gospod Breznik, predsednik države, Borut Pahor, se je opravičil za krivice, ki jih je izbrisanim naredila Slovenija. Opravičilo je prišlo pozno, ampak dobro, da je prišlo. Se strinjate s tem? Poglejte, ne morem se vtikati v delovanje predsednika države. V Slovenski demokratski stranki vsako sodbo, predvsem sodbo Ustavnega sodišča ali pa sodbo Evropskega sodišča človekove pravice, ki je bila tudi v primeru izbrisanih, spoštujemo. Ne? Lahko imamo svoje razmišljanje, kot ga ima vsak posameznik, ko dobi neko sodbo svojega sodišča. Potem se ne strinjate, da se mi je blazna krivica zgodila? Glejte, če bi kot pravnik, mislim, da imam premalo časa, pogledali, koliko ljudi je takrat sprejelo državljanstvo, koliko ljudi si ta status svoje uredilo in koliko ljudi je takrat tudi špekuliralo v nekaterih zadevah, potem se morate vprašati. Ignorancija juris nocet, jaz mislim, da to pravilo pozna gospa sodnica zelo dobro. Tudi če se jaz ne bom uredil nekaterih zadev ali pa bom zamudil nek pritožbeni ali pa kakršnikoli rok, bom zato nosil nekatere posledice. V tem primeru je država nastajala na novo, mi smo šli iz nekega sistema v neki drug sistem, ta sistem se je spostavljal. Koliko so se zgodile krivice, verjamem, da so se ad personam zgodile tudi številnim, ki so poskušali vse narediti, se jim tudi jaz, glede, nimam problema, da se opravičim. So pa med njimi tudi, veste, kar tako pošaljno, tudi ljudje, ki so na koncu ugotovili, da v Sloveniji je lepo življenje, da dobijo izredno po Jazbinškem zakonu poceni stanovanja in so videli potem po nekaj letih svojo priliko. Tudi te primeri se, veste, dogajajo. Tudi te primeri se dogajajo, veste. Številni drugi državljani, ne, si niso mogli, ali pa moji, recimo na Štajerskem, kupiti stanovanja za 5-10 tisoč evrov v centru Ljubljane. Tako kot so nekateri ti. Veste, krivice se dogajajo, vsem so se nam mogoče dogajale in spoštujem popravo teh krivic. Torej, kot vedno dejam, sodbe se spoštujejo, sodbe,
koliko jih sprejme neka distanca, kot naša stranka, s tem nimamo problema. Ja, ne podpirate pa predsednikovega upravičila, tako sem razumel, gospa Klakočar Zupančič. Ja, gospod Breznik je omenil eno temeljnih načel v pravu, ki je nastalo še v času rimske države. In sicer ignorantia juris nocet. Naj povem, da to pomeni nepoznavanje prava škodi. Seveda, z razlogom je nastalo v tistem času, ko pravo še ni bilo niti približno tako kompleksno, kot je sedaj. Pa se ne bi spuščala zdaj v to, kakšno pravo je takrat obstajalo. Ampak danes mislim, da ni človeka, ki bi poznal vse pravne predpise, ki jih sprejme neka država. Kar se tiče pa izbrisanih, pa menim, da je to eden največjih pravnih genocidov, ki se je zgodil neki skupini ljudi, in na tem mestu bi bilo zagotovo primerno oziroma tudi morala bi se celotna vlada tem ljudem opravičiti. A veste, da so pred nedavnim se opravičili v Kataloniji ženskam, ki so bile sežgane na grmadah kot čarovnice. Tako da jaz upam, da bodo tudi izbrisani nekoč dobili svoje opravičilo. To bomo videli. Za konec, gospod Breznik, pravnice iz Pravne mreže za varstvo demokracije so pred meseci v intervjuju za N1 ocenile, da ta vlada, zdaj pa citiram, ustvarja atmosfero nasilništva, ki ne omogoča dialoga, prepoznavanja skupnih problemov in odzivanja nanje, ampak seje strah in sili v umikanje iz javnega prostora, meče dimne bombe, kot je bila sprememba zakona o javnem redu in miru, ki je predvidevala globe od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov oblasti, torej de facto verbalni delikt. Rekle so še, da se je SDS že v preteklosti vzpostavljala ravno na temah, kot so oploditev samskih žensk, izbrisani že omenjeni, istospolna partnerstva, migracije, vedno, da so imeli potrebo po vzpostavitvi družbene napetosti in da to je to sredstvo političnega boja. Mene zanima, takšna sredstva političnega boja na društvo in manjšine delujejo uničujoče, razdiralno. Verjetno tudi vi vidite, kako se s tem poglablja nek družbeni razdor. Poglejte, stranka, ki je vedno izhajala iz slovenske pomladi, ki je bila zavezana spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, ki globoko spoštuje tudi, jaz bi temu rekel, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, s tem nimamo problema. To, kar pa ta institucija, o kateri govorite, vidnih posameznikov, ki bi imeli kompetence, da so vrhunski strokovnjaki na področju prava človekove pravice, pa ustavnega prava ne poznam. Poznam pa številne, ki so nam pomagali pri delovanju v času te vlade, ki so se izkazali na najbolj vrhunskih pravnih fakultetah na svetu. Jaz verjamem tem ljudem, ki sestavljajo neko institucijo, kjer nobenega od vidnih posameznikov ne poznam, pa ne morem soditi. Tako da to je lahko njihovo subjektivno mnenje. Poglejte, jaz ne vidim. Ravno stranka, ki nikoli ni izločevala, ki loči politiko in ki ne vidi sovražnikov v nobeni politični opciji, ampak vidi politično konkurenco in ne nazadnje partnere pri skovanju naslednjih vlad. Stranka, ki je vedno vladala s tem, da je povabila vedno vse stranke v neko koalicijo. Stranka, ki je vedno tudi tistimi, ki so bili v opoziciji, iskala neka partnerstva za razvoj te države, za blagostanje teh ljudi. Stranka, ki je ne nazadnje ravno zaradi tega postajala skozi leta vse večja, pogostejša, ki je dobivala tudi številne člane in članice iz ravno te neke socialdemokratske ali pa leve opcije, poglejte, tega ne vidi. Verjamem, da so bile storjene tudi kakšne napake, če smo človeški, če smo posamezniki, ki strmimo k, lahko bi rekel, nekim idealom v družbi, potem te napake popravljamo. Slovenska demokratska stranka se lahko uči tudi za kakšnih lažnih napak, to smo se vedno učili, kot sem se tudi samo učil v prejšnjem primeru, in gremo z glavo naprej. In tudi, gledajte, stranko gospoda Goloba, moram priznati, z gospodom Golobom smo sedela približno 8 mesecev nazaj na eni lepi prireditvi, kjer je moj nekdanji poveljnik častne garde, gospod brigadni general Anton Krkovič, organiziral skupaj z njim to prireditev. Takrat je gospod Golob bil zelo vesele narave, celo
bil vesel glede delovanja te vlade in ne vidim nobenega problema. Problem je bil, ko je pač ni bil potrjen že njegov ne vem kateri mandat. Potem se je zadeva popolnoma, peti, niti ne poznam tega, glejte, zasukala. Meni je gospod Golob do tistega trenutka deloval kot nek moj človek, zato ker sem sam izhajam bolj z naravoslovja, kljub temu kot inženir in moram priznati, da sem pač spremljal nekatere zadeve. Sem velik privrženec obnovljivih virov energije, zelene tranzicije, ne nazadnje sem tudi delujem v tem v smislu delovanja procesov, ki tečejo tudi v našem programskem delu Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Tako da na tem področju ne vidim. Zanimivo pa je, da potem nekdo, ki ne dobi mandata, popolnoma obrne svoj film in gre popolnoma v neko drugo smer. Tako gospod Janković je na polovici mandata te vlado hvalo recimo na Brdo Pikanja, da je izredno dosti naredila za občine. Tako je tudi, mislim, gospod Golob, dokler ni izgubil ali pa dokler ni imel potrjenega 5. ali 6. mandata, o katerem pravite, potem nekako obrnil svoj način delovanja. Jaz kot gospoda Goloba kot inženirja spoštujem, gledajte, ne, in tu, gledajte, ne vidimo dobenih problemov in koliko bo stranka prišla v parlament, ne vidim dobenega problema tudi glede delovanja, glede neke koalicije. Mi ponujamo roko vsakomur. Vsak, ki bo naredil nekaj za... Razen Levici, ki jo ne boste vabili na koalicijska pogajanja. Poglejte, veste, zaradi česa ne, ravno zaradi... To je dejal včeraj minister Hojs, neustavno. samo še odgovor, ja. Jaz bi povedala samo tole. Stranka SDS absolutno vidi sovražnike vse povsod. Stranka SDS absolutno dela razdor med ljudmi. Zaničuje, omalovažuje, žali vsakogar, ki drugače misli kot oni. Stranka SDS dejansko gradi na sovraštvu. In veste, demokracija sama po sebi še ne pomeni pravičnosti oziroma pravične ureditve. Gospod Breznik pravi, da je gospoda Goloba to vse začelo motiti šele potem, ko je ostal brez novega mandata. Gospod Golob je že sam povedal, da je precej časa, preden je dejansko prišlo do tega, da ni bil izbran za nov mandat, vedel, da bo do tega prišlo. To se pravi, dosti mesecev prej. Pa se ni aktiviral takrat. Oziroma... Ni javno opozoril na vse to, kar zdaj opozarjate, ne? Lejte, marsikdo ni. Vsak enkrat začne. Tudi jaz nisem še toliko časa nazaj opozarjala na to, kar se dogaja. Ampak zdaj pa opozarjam, zato, ker je prešlo vse meje. Pa če mi dovolite, da sam povem okrog demokracije in pravičnosti. Samo dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bo prineslo do take demokracije, do take države, kot si jo želimo. Pa še nekaj naj poudarim. Pravna država, vladavina prava, to se pravi ustavnost in zakonitost. To ne pomeni nič drugega, kot da se oblasti nadane uzda in da se jo drži na vajetih. Zato, ker pravo je tukaj zato, da ščiti državljane pred oblastjo, ne pa, da ščiti oblast pred državljani. Kako odgovorite na kratko? Lepo naučene krilatice. Glejte, vse, kar je gospa povedala, v bistvu so tudi del našega programa. Tudi mi si prizadevamo za vse te zadeve. Je pa zelo zanimivo, še enkrat bom povedal, in skoraj stalno sem nekako približno zadev tudi nekako rezultat volitev. Veste, ljudje je težko prevarjati z novimi obrazi po 6-kratni percepciji novih obrazov. Smatramo, da podjetniki, kmetje, ljudje, ki želijo nekaj več iz te Slovenije, ki imajo neke večje ambicije, vidijo v vsej politiki slovenski eno resno partnerstvo, eno resno sodelovanje. Mi smo pred tako pomembnimi usodnimi odločitvami. Slovenija ima tako lepe in velike možnosti za svoj prebojni moment v okviru tako industrijske revolucije kot svetovnih razmer, da se prebijemo med resnično najbolj visoko razvite države. In v tem primeru, gledajte, tisti, ki ne bo sodeloval, tisti, ki izključuje, bo na koncu sam izključen. To si zapomnite danes tukaj v tem studiu, in prav taki ljudje bo izključeni. Vsi smo dolžni sodelovati, nismo mi tisti. Mi moramo delati za državljanke in državljane in v Slovenski demokratski stranki se tega zavedamo.
Jaz nikoli ne bom izključeval ne gospoda Goloba, ne moje kolegice tukaj v studio. Jo spoštujem kot žensko, sodnico, pravnico in tudi po vsakešnem soočenju, kljub temu, da bodo tekle neke besede, želim sodelovanja z vsemi ljudmi za dobrobit države. Kdo torej izključuje za konec, gospa Klakočar Zupančič? V stranki Gibanja Svoboda so se združili različni ljudje, različni profili, tudi različnih prepričanj. In seveda smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi, ampak nekje je pa meja. In meja je dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dosledno. In pa meja je tudi popoln odmik od vsakih idej neofašizma. To je pa meja, ki je stranka Gibanja Svoboda ne bo nikoli prestopila. Glede obrazov, novi obrazi, stari obrazi, brazgotinasti obrazi, lepi obrazi, mladi obrazi, čisto vseeno je, kakšen je obraz. Pomembno je, da ima ta človek namen, da naredi nekaj dobrega za to državo in da pri tem se zaveda, da služi državljanom in da ni on oblast. Ne, ni. Ljudje so oblast. On je samo izvrševalec. In tu bomo končali. Spoštovana gosta, gospod Franc Breznik, gospa Urška Klakočar Zupančič, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo rokovanje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na n1info.si. To je bilo namreč le prvo soočenje znotraj uradne volilne kampanje, pravzaprav prvi pravi dvoboj dveh strank, ki trenutno po vseh javnomnenjskih raziskavah vodita. Spremljajte nas, kot rečeno, še naprej. Obiščite tudi našo posebno volilno stran. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.